Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Umetniki so frustrirani lenuhi, ki jim pravo delo smrdi. Poglejmo. Ker sem pač po srcu psihoanalitik, konceptualno gledano sem psihoanalitik, moram reči, da ti umetniki, teoretiki umetnosti absolutno nič ne vejo o tej umetnosti. Privilegiran diskurs o umetnosti mora furati psihoanaliza in jaz pometal sem pred svojim pragom, se pravi v športu, in zdaj je moja moralna dolžnost, da še o tem umetnikom nekaj povem, glede na to sem imel tudi samostojne razstave. Ne bom rekel, da sem fanatičen, kakšen ljubitelj umetnosti, ampak glede na to, da sem risar, da znam portrete delati, risati, ne, to ni umetnost, da je v teh časih, ne, svoj čas bi pa to bilo. Skratka, umetnost je človekovo dogajanje, ki se dogaja na nezavedni ravni. Ljudje smo zadeti od servirane umetnosti, sploh ne vemo zakaj, tisti, ki pa to interpretirajo, pa še manj, oziroma napihnejo balon, pa postanejo psevdo ali pa placebo teoretiki. Tudi ta moderna abstraktna umetnost je placebo umetnost, ne? Je psevdo lažna umetnost, sploh ni umetnost, ker naši nezavedni procesi, kot konzumirajo te sodobne afnarije, so tako zbegani, čutijo neko čudenje in pol rečejo, aha, to je pa umetnost, ne? Glih to ni umetnost, ne? Psihoanalitik Roman Vodeb je spet udaril. Tokrat se je lotil umetnosti oziroma umetnikov. Bo še ropotalo? Zagotovo. Sedaj pa se lotimo 32. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali demokrati. Komu bodo trn v peti Logarjevi demokrati? Anže Logar to soboto začenja tisto nekaj veliko, kar je napovedal pred 2 letoma. Komu bo s tem trn v peti, bomo debatirali z našima stalnima komentatorjema, Lucijo Šikovec-Ušaj in Tinom Mamičem. Lucija, Tino, toplo pozdravljena v Faktorju. Pozdravljen. Lucija, evo, dočakali smo, nismo še čisto, no, ampak verjetno zdaj ne more iti več nič po zlu. Končno, ne, začetek te nove Logarjeve stranke, to soboto bo ustanovljeni kongres, se pravi 16. novembra. Logar je že povedal, da se bo stranka imenovala Demokrati, ker to oni so, tako pravi, in pa, da bo ta stranka ponudila možnost Slovencem, da Slovenijo utiri v prave tirnice. Pa me zdaj zanima, je to ta pravi trenutek, verjameš, da bo ta stranka Demokrati uspela Slovenijo utiriti v prave tirnice? Glede na to, da gospod Logar ni povedal, kire so te tirnice, kamor bi želel utiriti, torej Slovenijo. Ja, prave, ne? Se bojim, da težko danes komentiramo, kam bo ta njegov vlak utirjen ali iztirjen zapeljal. Mislim pa, da bomo videli, kaj bo. Zaenkrat ne kaže najboljše. Zakaj ne kaže najboljše, Lucija? Kaj bi lahko bolje kazalo, recimo? Mislim, Anže Logar ustanavlja stranko, za katero trdi, da je lahko katerekoli barve in kateregakoli okusa in katerekoli oblike. On je kompatibilen, pravi, z vsemi in z vsakim. Dal se je na trg, torej kdor bo dal več, ga bo imel, a ne, ga bo lahko računal na njega. To je pa sicer bi jaz rekel takole zaenkrat račun brez krčmarja. Prvo moraš imeti stranko, potem moraš priti v parlament, potem moraš biti nek faktor, da rečem tako, torej moraš imeti dovolj glasov, da potem lahko rečeš, da bi se ti povezal pa s tem, pa z onim, pa mogoče s tem, ne, če se ne bo z onim. Skratka, zdi se mi, da je segel preveč s temi svojimi napovedmi, malo so ga tudi mediji napihnili in mu dali malo preveč samozavesti, ker spraševati, s kom bi šel on v koalicijo, pri tem, da nima človek še niti ustanovljene stranke,
in vemo, da je zaenkrat v koaliciji samo svojo ženo ali partnerko, Ja. je le malo smešno, ne. Mislim, prvo imej stranko, potem pa povej sploh, katere barve bo ta stranka. Potem bomo pa videli naprej, ne. Ok, velja. Tino, te tirnice, kako ti to razumeš? Misliš, da je to prava pot, prav trenutek? So demokrati lahko neka pozitivna sprememba v slovenski politiki? Ja, to platformo vidim kot nekaj pozitivnega, zato ker je neke vrste most med levimi in desnimi. In tega v zadnjih 10-15 letih ni več. In z tega stališča se mi zdi dobro, da obstaja dialog. Poglejte recimo samo medije, recimo v določenih tako imenovanih desnih medijih, levi politiki sploh ne pridejo gostovati, sploh ne pridejo se pogovarjati. Dialoga na televizijah, da bi imeli recimo enega levičarja, enega desničarja, dva politika, jih je zelo malo. In to vztrajanje v mehurčkih, v vsaki stranki posebej, to ni dobro za slovensko demokracijo in z tega stališča se mi zdi fajn, da so začeli se pogovarjati in iskati nekaj novega. Zdaj, koliko bo to politično uspešno, pač v tem trenutku ne moremo reči. Kot pa poznamo Logarja, se mi zdi, da on zelo dobro ve, kaj hoče in da nikoli ne naredi nekaj nepremišljenega, tako da gotovo ima nek načrt in ve, zakaj se kdaj kaj odloči. Tako da kaj več pa bi morali prav njega vprašati. Ja, absolutno. Zdaj, Lucija, Logar, kot vemo, je napovedal pač pred 2 letoma po koncu predsedniških volitev, da smo na začetku nečesa velikega, kar nekaj časa je trajalo, pa se zdi, da smo zdaj spet na začetku, ne? Je po tvoje izkoristil ta vmesni čas, se je pravilno odločil, da ravno zdaj štarta v ustanovitev stranke, ne? Dosti se je govorilo, da je to povezano z domnevnimi predčasnimi volitvami, pa me zanima tvoje mnenje. Misliš, da bojo predčasne volitve, je prav čas, da Logar zdaj ustanovi stranko in kako je izkoristil ti 2 leti, ki ste ga veljali tega, da to stranko ustanovi? Torej, čas bi bil ta prav, da so volitve, to bi bilo za Slovenijo dobro. Kot vsi vemo, so tukaj tudi interesi posameznih poslancev, ki zaenkrat pač so na toplem in težko, da bi zapustili varno zavetje. Nažalost je vedno država žrtev teh posameznih interesov in posameznih koristi. Nihče ni pripravljen resnično delati za državo in za državljane. Vsak pač več ali manj gleda na svojo rit, če sem direktna. Kar se tiče Logarja, bi rekla, torej osebno, bolj ko razmišljam, se mi zdi, da je naredil napako, ker zdaj je videz, kar se tiče SDS-a, je videz, da odhaja levo krilo SDS-a, hkrati se desna stran SDS-a ravno tako pričenja v bistvu nekako upirati politiki SDS-a, tej ne krop ne voda, torej kar se tiče Evropske unije oziroma EPP-ja, se vidi, da desna stran politike SDS-a ni zadovoljna s tem vztrajanjem v EPP-ju. Torej, vprašanje je, kaj bo pri SDS-u ostalo. Če bo desna stran odšla iz SDS-a, če bo leva stran odšla iz SDS-a, kdo bo ostal torej na sredini ne političnega prostora, ampak pravzaprav SDS-a. Mislim, da bi bilo njegovo mesto oziroma njegov interes bolj v tem, da ostane v stranki. Ne razumem, oziroma tako bom rekla, to skakanje na levo in desno, Tina govori o dialogu, se strinjam, dialog mora biti, ampak ne dialog skrit pred volivci, ne nekaj kvazi, torej univerzalna stranka, ki paše, kot sem rekla, kamorkoli, a ne. Stranka mora imeti neka svoja načela, nek svoj program, ki se ga misli držati, ki mu misli slediti in se povezovati s tistimi, ki so programsko blizu.
Ne more se povezovati s stranko, ki je v celoti nasprotuje takšnemu programu. Pri nas imamo recimo Levico, s katero jaz ne vem, kdo za Boga se lahko z njo poveže, ampak vse so se najdel. Ne znam si pa, zdaj pa, a se bo Logar povezal z Levico, zato da bo imel dialog, kot pravi Tino. Ja. Mislim, tukaj jaz mislim, ne vem, no, meni se zdi takšna politika nepravilna, bom rekla, nepoštena do državljanov. Ne. Ja, vsi smo za to, da se zmenijo, kaj je dobro za državo. Ne. Samo dajmo povedati, jaz mislim, da so dobri visoki davki, jaz mislim, da so visoki nizki davki, eden bo pa rekel, meni je pa prav, samo da jaz ne plačam davka. Ne. Skratka, kam bi jaz Logarja umestila v to skupino? Njemu je prav, kakorkoli boste vi plačevali, jaz pa ne bi. Ne. Tako se mi on deluje s temi svojimi bajagi, zdaj sem se grdo izrazila, ne, povezovanjem. Ne moreš se ti povezovati kar z vsemi, ne, saj se tudi poročiti ne moreš kar z vsemi. Ne. Mislim, moraš najti partnerja, ki ti ustreza. Ne. Mislim, ne moreš kar reči, jaz sem pa tako krasen, pa fajn, pa bi kar imel tega ali pa unga, si vseeno, en me bo nabutal, drug bo bogat, en bo revež, en bo pil, en bo, ne vem, ne gre to tako, ne. V življenju moraš se odločiti, na kateri strani si, in to, da se Logar ne odloči, to cincanje meni osebno ne ustreza. Ne. Ja, je pa res, Lucija, ne, da je Logar pač rekel, da z Levico se ne bi povezoval, pa tudi z Golobom se ne bi povezoval. Tako da on je odprt za vse, ampak ne čist za vse. Ne. Ja, prav. Okay. Tukaj moramo Tino, tudi vedeti, kakšno je tvoje mnenje? Se pravi, da je trenutek te prav ali ne? Ja, težko je reči, zato ker ne vemo, kdaj bojo volitve. Če bodo volitve res čez par mesecev, kar se zna zgoditi, je to gotovo dober trenutek. Če bodo čez 2 leti, pa mogoče ni. Bomo videli na volitvah. Ne? To oni, ki so, torej politiki, bolj vejo kot mi. Meni se zdi bolj problematično to, če mi vnaprej sprašujemo, če novinarji sprašujemo politike, s kom se boš povezoval in s kom boš šel v koalicijo, ker to je vse skupaj nekredibilno. Ko ti greš na volitve, pač greš na volitve in po volitvah je nov dan in boš naredil koalicijo s komarkoli, s tistim, s katerim boš lahko. Ne? Zdaj, če pa vnaprej rečeš, ja, s tem pa ne, z onim pa ja, je to v svojem bistvu nedemokratično. In zaradi teh obljub, posebej, ko je šlo proti, ko so se vsi zakleli, da ne bodo šli z Janšo, je to zelo poslabšalo stanje slovenske demokracije. Ne? Če teh vprašanj in teh obljub pred volitvami zadnjimi ne bi bilo verjetno čisto drugače. V redu, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, komu bodo trn v peti Logarjevi demokrati. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Lucija Šikovec-Ušaj in Tino Mamić. Pogovarjamo pa se o tem, komu bodo trn v peti Logarjevi demokrati. Zdaj, Lucija, ko je Anže Logar obvestil predsednika SDS, med drugimi seveda Janeza Janšo, da izstopa iz SDS, ne, mu je Janša pač odgovoril tudi na nek način z javnim pismom, oziroma je pač tisto prišlo v javnost, kar mu je odgovoril. Ne. Kako ti komentiraš ta Janšov odgovor? Neki stvari ni moč spregledati. Ne? Recimo Janša je Logarja pač vikal, ne? Pozval ga je, da vrne poslanski mandat in tako naprej. Kako ti komentiraš ta Janšev, bi rekel, odgovor na Logarjev izstop? Lej, iskreno, najbolj iskreno bom povedala otročje. Ne? To je otročje, to je na nivoju nekega vrtca, kjer sta se 2 fantka skregala. Mislim, da Logar ni odšel brez soglasja. Mislim, da gre to za neko predstavo. Pa ne mogoče, da bo zdaj Anže Logar delal za Janeza Janšo ali obratno, ampak
ta razhod se je pričakoval, cela država ga je pričakovala, vsi volivci so ga pričakovali. Torej, če pa je bil presenečen za Janeza Janša, potem pač Janez Janša več ni tisto, kar smo mislili, da je. A ne? Torej človek, ki naj bi videl naprej vse kakšen korak. Bi rekla, da je šlo za igro, da je šlo za blef. Tudi to s tem povezovanjem, o katerem je govoril Tino, veš, meni se zdaj v zadnjih letih mi spremljamo po Evropi, kako se volilno telo vendarle začelo obračati. V Ameriki se je končno obrnilo te volk ideologije jasno in tam ni variante te, kot je v parlamentarnih demokracijah, kjer se sklepajo kravje kupčije, tako imenovane koalicije, ne glede na zmagovalca volitev. To se je zgodilo konec koncev tudi v Sloveniji, ko je Janševa SDS zmagala. To se je zgodilo v Franciji, to se je zgodilo, če se ne motim, v Avstriji. Hvala Bogu, v Italiji jim ni uspelo. Skratka, to se je nenazadnje zgodilo tudi v Evropskem parlamentu oziroma v Evropski uniji kot taki. Gre za tipično prevaro, gre za izigravanje. Nemčija, recimo, kjer bojo zdaj razmišljajo, da bi Alternative für Deutschland prepovedali, ker pridobiva preveč glasov. Ne? Mislim, potem dajmo ukiniti mi volitve, ker očitno lahko volimo samo tako, kot se nekomu zdi, da je pravilno, kot nekdo odloča o tem, kar si mi želimo in komu zaupamo. Zato se mi zdi govoriti o tem, kdo se bo s kom povezoval, povsem brezpredmetno, ker pri tem sistemu, ne, mislim, jaz sem razmišljala, kako reševati ta sistem. Vse ni, da bi bila zdaj ne vem kako, ampak parlamentarno demokracijo bi lahko rešili dosti enostavno na način, da vlado sestavlja stranka, ki je zmagala in stranka, ki je dobila druga največ glasov na volitvah, če te dve nimata 50, torej še tretja po vrsti. Če niso stranke sposobne med sabo se uskladiti v dobro države in državljanov, potem se razpišejo nove volitve in se tem strankam enostavno prepove sodelovati na volitvah en mandat. To so pa neke radikalne rešitve. Ja, mislim, jaz imam bolj, kako bi rekla, a veš, dajmo biti odrasli, ne? Če ljudje zaupajo nekomu s 30%, drugemu s 20%, a zdaj bo pa on s 30 sklepal koalicijo s tistimi, ki imajo 4% glasov, pa z unim, ki ima 5% in jih bo napabrkval ne vem koliko, da bo premagal tistega, ki so mu ljudje drugemu največ zaupali. To je zloraba volivcev. In če že eni govorijo o predsedniških sistemih, ki ne bi bili bolj pravični, jaz osebno bi šla na ta popravek, torej obvezno sklepati koalicije med strankami, ki so dobile največ glasov. In te so, njihova dolžnost je, ne njihov privilegij, ne? Ampak dolžnost, da delajo za državljane. Dolžnost, da se sporazumejo med sabo. Ne, da zdaj bomo pa mi, ker Janeza ne maramo, ali pa ker Robija ne maramo, ali pa ker Anžeta ne maramo, ali pa ne vem koga še ne maramo, a ne, rekli, vseeno, kaj so si državljani mislili, jaz bom raje s Francijem, ker Franciji mi je pa všeč, a ne. Ne gre to tako, a ne, oni niso neko, ne vem, kako bi rekla, nek pevski zborček, a ne, ki si bo zbiral člane, niti niso omizje, ki igra tarok, da si bo zbiral, s kom bo igral tarok in koga bo poklical. Skratka, ampak naj bi delali v interesu ne sebe, ampak nas. In to se da rešiti. Ne pa se bomo mi povezovali z unim pa z unim. Ne, se boš povezal glede na glasove. Kolikor jih imaš, če boš prišel na vrsto, se moraš povezati, če ne nisi vreden, da si politik. Pika. Mislim, jaz imam take, precej kategorične. Ja, zanimivo razmišljanje. Tino, ta reakcija Janše je pričakovana, nepričakovana, kako jo ti ocenjuješ? Jaz težko verjamem, da sta se ona dva dogovorila, ker tudi če sta se dogovorila tako, da za to vesta res samo ona dva,
ker njuni sodelavci, tako kot vidiš reakcijo, to ni narejeno, ne? To je dejansko neka, oprostite, tudi v SDS-u zdaj je ena velika zamera, ne? Tako da, po drugi strani pa spet pri SDS-u moramo vedeti, da SDS ni zdaj razpadel, ne? Iz SDS-a so šli 3-4 vidni člani, ampak drugače članstvo pa ni šlo, ne? Mogoče jih je šlo par, ne? Ampak ne gre za neko razpad stranke, mogoče gre za razpad volivcev, ne? Da so pač, da bojo šli volivci. To bomo še videli, ja. Ampak tako da, ne vem, jaz mislim, da to ni zaigrano in tudi mislim, da po volitvah, če pride Logar v parlament in da dobi dober rezultat, se mi zdi, da ni nobene ovire, da se ne bi ona dva kljub tem sporom pogovarjala, ne? Ampak se bosta pogovarjala vsak na svojem, kako bi rekel, vsak svojo stranko in svojo močjo, ne? In z tega stališča se mi zdi to za slovensko demokracijo dobro, ne? Tako da mi lahko zdaj debatiramo o proporcionalnem sistemu in večinskem in predsedniškem in tako naprej, ampak zdaj tukaj ne bomo prišli nikamor, ne? To so pač neke ideje, o katerih se lahko pogovarjamo, ampak dejstvo je, da imamo mi tak sistem in ga ne moremo zdaj tako na hitro kar spremeniti. In tudi koliko je to pravičen in koliko ne, je tudi stvar debate, ne? Ker tudi recimo dvostrankarski sistem, kot ga imajo recimo v Britaniji ali pa v Ameriki, ima ene zelo, kako bi rekel, dobre prednosti, po drugi strani ima pa ogromno anomalij, ne? Tako da je težko zdaj se tako opredeljevati, saj jaz se ne bi, no. Meni se zdi, da ima naš ta sistem, ki ga imamo, bistveno več anomalij. Pa kar se tiče Anžeta Logarja, jaz bi mu dala en nasvet, ne. Predvsem naj zelo pazi, kdo se bo včlanil v njegovo stranko. Mi moramo vedeti, da pridejo v stranko tudi ljudje, ki so podtaknjeni. Lahko iz ene, druge, tretje strani, ne. Da se ne bo zgodilo Anžetu Logarju, da bojo druge stranke vedele prej, kaj se bo on odločil, preden bo on pravzaprav natančno vedel, kaj se bo odločil. To se rado dogaja. To smo imeli mi izkušnjo v domu. Da jaz kot podpredsednica nikoli nisem vedela, kdo je član, so pa vedeli v SDS-u. Tako da verjamem, da Logar ve, kako dela stranka SDS, ampak verjetno delajo tako tudi druge stranke. Te izkušnje jaz nimam, ne vem pa, zakaj ne bi delale, ne. Torej, namreč, ko se neka nova stranka ustanovi, se lahko pritepe vrsta ljudi v stranko. To se vidi recimo pri Golobu najbolj. Jaz mislim, da on teh svojih poslancev ni niti izbral, niti poznal, niti kandidatov ne, temveč mu jih je nekdo pripeljal, a ne. Zaenkrat, dokler so na poziciji, so še dosti uglašeni, ko pa bo začela zadeva in že začenja, a ne, se potapljati, se bo čutilo, kdo je bil od koga pripeljan in bo zelo hitro iskal drugo gnezdo. Tako da tukaj bi moral biti zelo, zelo pozoren, komu bo zaupal, koga bo imel za resnično, skratka, koga bo sprejel v stranko, da si ne bo navlekel vohunov, torej rušilcev in tako naprej. Ni enostavno, ta pot njegova je daleč od enostavne poti pri tem, da se pravi, edina izjava, ki jo je dal taka, ki je recimo, ne, mislim, ni tisti bi, pa ne bi, pa z vsem, pa z unim, pa mogoče ne, ampak je bila, recimo, ko je pokazal, da kljub tej kilometrini politični dela napake, ne, mislim, to je bila izjava glede, koga bi on volil ali koga si želi, da zvolijo v Ameriki. Mislim, to je bilo korak ne v stran, ampak v brezno, ne. Mislim, Slovenci smo lahko ponosni, da nikoli nismo imeli kandidatke tako neprimerne, kot je bila Harrisova v Združenih državah Amerike, ne, in ravno to si je on zbral. Mislim, tisti Bog pomagaj, lahko bi bil tih, a ne.
To ni neka popotnica dobra za njega. Ja. Ok, zdaj Tino, glasovi, ne? Glasovi za Logarja bojo morali nekje priti, bodi si od tistih, ki do zdaj niso hodili na volitve ali pa so neopredeljeni, bodi si od tistih, ki so prej podpirali kakšne druge stranke. Od kje misliš, da bojo prihajali glasovi za Logarja? Kakšen se ti zdi njegov domet? Lahko računa tudi na relativno zmago, recimo na naslednjih volitvah, kadarkoli že bodo. Jaz to težko verjamem, da bi bil relativni zmagovalec, ker to pomeni, da bi moral Janšo premagati, oziroma SDS bi morala dobiti pod 20, on pa nad 20, ne, kar je težko verjamem, da bi prišel do takega rezultata. Je pa res po drugi strani, da se v tem trenutku, tako jaz vidim, da je največ njegovega volilnega telesa dejansko iz SDS-a in Nove Slovenije in SLS-a. Ne, torej, da te prave sredine in levice, da ni še, oziroma da oni niso še toliko za njega. Ne. In zdaj, če pa on te sredine in leve sredine ne bo nagovoril, pol ni naredil kaj veliko. Ne. Če bo on samo razdrobil te desno-sredinske stranke, bo pač na desni sredini ne bojo 3, bojo 4 stranke, ne, ali pa ne bojo 2, bojo 3. Na sredini se bo pa spet postavil nek novi obraz, ki bo spet naredil isto stvar, kot je naredil Logar ali Šarec, ali se jih vse poznamo. Ne? Tako da z tega stališča je to njegovo povezovanje recimo s Pikalom, ne? Ni slabo, ne? Če gledamo taktično, ker mogoče bi se, ko pogledamo recimo komunizem v Sloveniji, je padel takrat, ko je leva sredina, torej, ko so levičarji, ki so bolj sredinski, ko so se oni odločili, da ne bodo več volili stare partije, ne? Da oni ne bodo več za levico, da bodo pač za nekaj drugega. Ne? In takrat so tudi nastali tudi ti demokrati, SDZ in tako naprej, se poznamo te zgodbe od leta 90 naprej. In v bistvu to zmerno levico bi on moral nagovoriti, oziroma ko se bo zmerna levica odločila in da bo volila, ne, pol se bo to dalo. Ne vem, recimo, če imamo dost, ne vem, intelektualcev ali pa tako, ki so včasih bili v kakšni taki levi stranki in oni so zdaj tako zunaj, so kritični do levice in tako, ampak hkrati nimajo neke svoje prave politične stranke oziroma politične opcije. Ne, zdaj, če bi do tega prišlo, pol je za volitve to smiselno. Potem, po volitvah, dan po, je pa vprašanje, kaj bo z tega, zato ker ti za volitve moraš dobiti 88 kandidatov, ki so vsi preverjeno dobri, ne? Torej vsi preverjeni, ne? Da ne dobiš kukavičjih jajc. Hkrati pa je to tako veliko število in ker so tako razporejeni, ti praktično ne moreš dobiti 88 dobrih kandidatov. In ker je to nova stranka, ne veš, v katerih okrajih bodo izvoljeni in kje ne bojo. Ne? Zato je dejansko to ena taka, ko greš prvič na volitve z novo stranko, je to ena sama loterija. Ne? Tudi recimo, če se spomnimo, spet če gremo nazaj na SDZ, na demokrate, na zelene. Ne? Recimo demokrati ali pa zeleni so imeli volilno bazo, ki je bila precej desno-sredinska, v parlament so pa prišli bolj ta levica ali pa leva sredina. Ne? In to je pač zaradi tega volilnega sistema, ki je, tu se popolnoma strinjam z kolegico, slab, ne? Ker to, da ne moreš ti voliti tistega, ki hočeš, ne? Ker bi imel pač te okraje, ki so v bistvu neumni, ne? Ker ti ne moreš izbirati, ne? Izbirajo tisti, ki postavljajo liste, izbirajo zate, ne? Dokler bo temu tako, bo tudi tak izbor, da bodo poslanci slabši, kot bi sicer morali biti. Ne? Tako da jaz mislim, da je velika težava slovenske demokracije v tem trenutku, je tudi to, da imamo volilne okraje, ker to pomeni, da je vsak parlament intelektualno gledano slabši od prejšnjega. Ne? Če gledamo parlamenta od leta 90 ali pa 92 naprej, dejansko se vidi trend rasti navzdol. To drži, to vsekakor drži, na to smo že tudi večkrat opozarjali. Ampak veš, kaj bi želela reči? Logar se je na začetku, ko je to najavil, ta veliki dogodek, se je dejansko, pravzaprav, ne vem, če kdo od vaju dveh to opazil, ampak simbolno dal na levico.
Prvič se je namreč slikal oziroma so ga posneli, ko je stal ob freski, ki jo je narisal, torej delo njegovega starega očeta Pengova v Državnem zboru, kjer je to čisti socrealizem, ne, mislim, sej pač človek je narisal, ne. No, in časom primerno, ne? Ja, to je prvič, zato ker takrat, ko je bil, če se ne motim, zunanji minister in je bil nek sprejem v Vili Bled, je bila freska istega Pengova, pa čeprav je bil on tam prikrita. Aha, zanimivo, ja. Zdaj pa se je on postavil, s tem je pokazal dvoje, torej, mislim, če bi bil to moj star oče, bi se jaz gotovo tudi postavila tle, sigurno, da se razumemo, a ne, mislim, to mu jaz ne zameram, ampak vendarle gre za freske, ki so tipično revolucionarne, ne, to ni Michelangelo, ne, ampak je Pengov, ki je risal socialistične motive in je s tem je definitivno pokazal, da je na stran se postavil leve, ne da je to moj star oče, ki je bil ravno tako, bi rekla, umetnik, jaz igram čelo, on je držal pač platno oziroma delal freske. Bi rekla, da je na ta način hotel pokazati, da se umika na levo. Ali je zdaj to dovolj? Ne? Ja, no, vsem več pol teh stvari, če gremo v to smer, kamor nas pelješ, Lucija, ne, po teh tirih, kot bi rekel Anže Logar, ta podpora Harrisovi, ne, je lahko en tak signal, to, kar je rekel Tino, ne, se pravi navezava z dr. Jernejom Pikalom, pa me zanima, če tu zdaj nadaljujemo, ne, vidva pričakujete te ljudi iz platforme sodelovanja v stranki Anžeta Logarja, v stranki demokratov, ne? Ker zdaj, če bojo tam samo neki bivši SDS-ovci, poje tako, kot pravi Tino, ne? Se pravi, je to pač nek ogranak, ne? Kot smo rekli včasih v bivši skupni državi od stranke SDS, ne? Ni pa to neka širina. Se pravi, pričakujete, da bojo tudi kakšni, ki niso bili do zdaj v SDS-u, pa so neka vidnejša imena slovenske politike zraven, tudi v stranki. Jaz mislim, da bojo prvo naredili kalkulacijo, ne. Na levici so ljudje, bi rekla, vendarle navajeni kalkulirati. Gre za kadre, ki so preživeli, a ne, osamosvojitev, ki so ostali tako ali preko družine na vrhu oziroma v politiki in imajo zadaj sigurno računico večjo, kot jo imajo na desni strani, kjer gre vendarle za vrsto ljudi, ki so padli z neba v politiko, a ne, brez nekega brez nekega pedigreja, ne. Tako da jaz ne verjamem, da če bojo ugotovili, da mu ne kaže dobro, da bi šli zraven, če bodo ugotovili, da mu kaže relativno dobro, bodo torej definitivno pristopili, ker vsi imajo neke želje. Ja, ampak kongres je pa zdaj, Tino, ne? Kongres je v soboto, zdaj še mi ne vemo, kako bo šlo Logarju, ne? A je bo v redu, če se bojo včlanili takrat, ne vem, tik pred volitvami, ali bi se morali že zdaj, da bi to bil nek prav učink ob ustanovitvi stranke? Ja, ne vem, mislim, da se treba pač, če se bodo včlanili pred volitvami, ne, torej, da bo zdaj lahko kandidirali, je to lahko učinkovita, sicer pa ne. Zdaj, kdaj je pač stvar debate. Ampak zaenkrat, tako kot slišim, ne, jaz mislim, da nima ravno, da se ti levičarji, kaki izraziti, niso še odločili, da bi z njim šli v stranko, ne. In to v bistvu to je zanimivo, ne. Tako da jaz mislim, da on, kot vem, on računa na Pikala, ne. Recimo, zdaj, ali se bo pa dr. Pikalo tudi odločil za to, oziroma kako bodo tukaj to naredili, ker tukaj, rečemo, dr. Pikalo ni nek, kako bi rekel, neka leva sredina, ne, to je kar kakšna trda levica, ne. Bivši podpredsednik stranke socialnih demokratov, ne. Ja, sem tudi tako, recimo, ko gledaš njegova stališča in tako so zelo, kako taka zapaljena, mislim, taka ostra, no, ostro rdeča, ne, bolj komunistična kot socialistična v tem smislu, ne, da ne gre za nekega zmernega levičarja, ki bi stalno iskal nek dialog z desnico, ne, on, Pikalo ni, kot ga vidim za nazaj, ni iskal kakega dialoga pretiranega, ne, tako da mene je tudi presenetilo, da je on sploh
šel zraven Logarja, ne? Ampak se pravi, meni se zdi kot politični fenomen oziroma kot politični projekt se mi zdi dobro, da se sodeluje med levimi in desnimi, tudi zato, ker tako kot sem rekel v začetku, ker je, če levica ne bi sodelovala, bi verjetno ne samo berlinski zid, ampak tudi Slovenija vprašanje, kaj bi se zgodilo leta 90. Ne? In jaz mislim, da se to mora ponoviti, ne? Da mora zmerna levica se začeti zavedati, da morajo nekaj narediti, ne? Da morajo dejansko poriniti Slovenijo in prevagati pač nekam drugam. Ne? Ja. Veš, kako je, če se bo gospodarstveniki, ne, tle je vprašanje, koliko bo pritegnil na svojo stran gospodarstva, ker je od tega vprašanja tudi, koliko denarja bo imel, in od denarja je odvisno tudi vse, kakšno kampanjo bo imel, kako bo se organiziral in tako naprej. Zdaj jaz ne vem, katere gospodarstvenike, ampak predpostavljam pa, da jih kar nekaj pozna in tudi mislim, da bi jih lahko da bi tukaj najdel on svoj bazen. Bolj v gospodarstvu, če bi se bolj odprl v to liberalno smer, ne desno ali levo, ampak liberalno. Ne? Torej ne govoriti o neki sredini, ampak o nekem gospodarstvu. To recimo bi rekla, da je neka tržna niša ta hip v Sloveniji. Tukaj bi imel jaz eno pripombo oziroma en komentar na to. Ne? Pri recimo teh levičarjih, ki sodelujejo v platformi, in pri gospodarstvenikih, teh tudi recimo liberalnih, ne, Pečečniku, Batagelju in tem, je treba vedeti, da so si v eni stvari zelo podobni, ne, in sicer, da se precej bojijo glasno kritizirati napake levega političnega prostora. Ne, torej, zelo težko bomo dobili enega politika, ki bo kljub temu, da ve, koliko je ura, ampak da si bo upal pred volitvami reči, koliko je ura. Ne? Recimo Pečečnik, spomnite se, ne? Pečečnik je zelo dobro govoril o gospodarstvu, kaj bi morala država narediti in to. In on bi moral, po zdravi kmečki pameti, bi moral reči, preden je Golob nastopil na volitvah, bi moral reči, da to ni dobro za Slovenijo. Ne? To smo vsi vedeli, da Golob ni dobro za slovensko gospodarstvo. Ne? On ga je pa v bistvu podprl in takoj po volitvah celo rekel, da je to dobro. Ne? In to je, ne? Tako gospodarstveniki kot politiki se bojijo izpostaviti in se bojijo kritizirati levico, ne? Zato je tudi zelo težko dobiti podporo z njihove strani. Ne? Tukaj ima Logar veliko težavo, zato ker se ljudje dejansko danes še vedno bojijo. Ne? Če hočeš ti delati kariero, moraš vedeti, kaj govoriš in določenih stvari pač ne smeš povedati. Ne glede na to, kje si, ali delaš, ne vem, kot ena čistilka v šoli, ali da si pač direktor nekega podjetja. Ja, zdaj je svoboda in je treba paziti, kaj se reče, ker ne vemo, kaj vse. Jaz mislim, da je Gregor Virant imel veliko gospodarstva za sabo. In tukaj je razlika med Logarjem in med Virantom velika. Virant je dajal vtis nekega svobodne gospodarske pobude, a ne? Anže Logar pa zaenkrat, no, dajmo mu čas, a ne? Zaenkrat tega še ne daje, ne? Ok, čisto za konec, pri koncu vdaje smo Borut Pahor, ne? Številni špekulirajo, da bi naj Pahor podprl Logarja, se to vama zdi realno? Meni se zdi realno. Ja, mogoče, čeprav Logar bo, oziroma Pahor moral še en čas počakati, zato ker da bo malo več časa minilo in če ne bo imel drugih priložnosti, po mojem, potem bi se mogoče utegnil vmešati, ampak da bi se proaktivno pa zelo težko verjamem. Ne? Bi bilo pa, jaz mislim, da če gledamo čisto stališča nekega politikona, ne, pa tudi odgovornosti nekega slovenskega državljana, je tu Pahor bi lahko še marsikaj naredil v tej notranji politiki, ne, zdaj, ko se je, lahko rečemo, osamosvojil. Ja, je pa res, da nekateri pravijo, da
bi lahko Borut Pahor 2027 ponovno kandidiral za predsednika republike, čež da to slovenska ustava omogoča, ampak to so že debate za kdaj prihodnič. Lucija Šikovec-Ušaj, Tino Mamić, najlepša hvala za vajne nocojšnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, komu bodo trn v peti Logarjevi demokrati, že 1084. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kako bomo živeli s Trumpom, kakšen bo Donald Trump 2.0. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.